Zlivanje vodotokov in divjanje hudournikov so sprožili poplave večjega obsega. Žal se je uresničil najbolj črn scenarij, ki so ga napovedovali vremenoslovci. V zadnjih 12 urah je padlo več kot 200 mm dežja. Voda je ponekod povzročila pravo razdejanje. Ujma je zahtevala tudi smrtne žrtve. A več informacij o tem še zbiramo. Da jih čez dan oziroma, ko bo prišel ta val, ne bi odnesla voda. Skratka, vsi se pripravljamo. Selška in Poljanska dolina sta zaradi zaprtih poplavljenih cest odrezani od sveta. V vodi so številne hiše, grozijo plazovi. Najhuje pa je v Škofji Loki. Vse razpoložljive ekipe so zunaj, nimamo vozil, zaenkrat imamo črpalk, zaenkrat še dosti, dobili smo določene črpalke. Celo noč smo se ukvarjali z evakuacijo, z pomočjo, z reševanjem. Dež še kar pada, najhujše Suhadole, center, most, Mlaka, Komenda, Gora. Praktično lahko rečemo 80% vasi je pod vodo, v bistvu občina je pod vodo. Tako da pač, ja, trudimo se v najboljših močeh zdaj. Po nekaterih ocenah verjetno premalo, ampak to je to, kar lahko naredimo. Kako je s prevoznostjo cest? Odneslo je nekaj mostov? Nekaj mostov je v bistvu odneslo, prevoznost naj bi bila nekako 80%, še vedno imajo določene zaselki, so še vedno nedostopni z vozili, tako da pač tisti, ki so tam ujeti, imamo neke kontakte, vzdržujemo tisto nujno pomoč, vodo, hrano, te zadeve in nekako poskušamo dostavljati. Dom upokojencev smo nekako zaenkrat rešili za hrano, z dovozom, za ljudmi, smena je, tako da se pravim, trudimo se, je pa dejstvo, da nas je premalo, dopusti so, čas je izredno neugoden, tako da se vidite, dejansko delamo na polno, to je to, a ne. Imeli ste nekaj evakuacij, je mogoče karkoli, kaj trenutno potrebujete? Ne, imeli smo, zdaj smo si še čovn, smo si še nabavili, prištimali, tako da je pripravljen, ker smo imeli čez noč ogromen težav z evakuacijo zajetih v samih stanovanjih in pa objektih. Ki ga je popolnoma zalilo, uspelo rešiti 22 otrok. Staršem sporočajo, da so jih preselili v enoto Sonček. Hudo je tudi v Medvodah, kjer poplavljajo Sava in Sora ter pritoki. Središče mesta je skoraj v celoti pod vodo, zaprti so mostovi čez Savo in Soro. Poplavljeni so tudi okoliški kraji. V Sori, Rakovniku, Dolu ter Zgornji in Spodnji Senici je prekinjena oskrba s pitno vodo. Dolina Ločnice je odrezana od preostalega dela države. Neprevoznih je več cest. Občina je vsem, ki ne morejo varno ostati doma, omogočila evakuacijo v športno dvorano Medvode, kjer lahko občani prevzamajo tudi protipoplavne vreče. So zaprli veliko cest in sprožili plazove. Voda zaliva hiše, nekatere ogrožajo še plazovi. Neprevozna je glavna prometnica med Idrijo in Spodnjo Idrijo. Od države so odrezane vasi v dolini Kanomljice. Na terenu so že od 1:30 zjutraj vse gasilske enote, tako v idrijski kot v cerkljanski občini. Več ali manj so vse ceste zaprte, trudimo se pa zagotavljati intervencijsko prevoznost, tako da imamo na terenu 7 baherjev, se pravi kopačev, ki odpirajo, non-stop odpirajo cesto. Se pravi, odprejo, ampak je spet zadnji nazaj zapre. 150 vojakov, nekateri tudi s helikopterjem rešujejo ljudi, kot smo že slišali, ki so ujeti v svojih domovih. Minister za obrambo Marjan Šarec je povedal, da so aktivirane prav vse sile za zaščito in reševanje. Kot smo že slišali, je vremenska ujma neposredno ali posredno verjetno vzela več življenj, je nakazal poveljnik civilne zaščite. A natančnih podatkov o žrtvah za zdaj še ni. Česa drugega, tako da bomo tekom dneva imeli tudi več informacij. Stanje je dokaj... Kakor tudi mi merimo podatke na rekah, lahko rečem, da so na nekaterih delih Slovenije te poplave celo hujše kot tiste poplave, ki so bile leta 1990, ponekod so tudi hujše kot tiste leta 2010 pa 2007. Torej, lahko rečemo, da gre za sestavljen, kombiniran dogodek, poplavni dogodek, ki je pravzaprav unikaten v naših krajih. Katera območja so pa najbolj ogrožena? Katere reke bodo še poplavile, tiste, ki še niso? Ja, to, kar ste že omenili v prispevku, na teh območjih se bojo predvidoma v prihodnjih urah razmere le pričele počasi umirjati, vendar pa se sedaj težišče padavin in poplavnega dogajanja premika bolj v osrednjo oziroma južno in pa vzhodno Slovenijo.
Namreč reka Sava ima izredno velik pretok, lahko bi ga ocenil že sedaj kot skorajda rekordnega in ta visokovodni val se bo tekom popoldneva v naslednjih urah premikal dol vodno proti hrvaški meji. Ob tem lahko tudi jutri zajezi odtok reke Krke, zato se bodo tudi tam pojavljale težave. Seveda v celotnem toku Save v Zasavju in Posavju, torej tudi mesto Krško bo v nevarnosti v prihodnjih urah. Prav tako naselja ob reki Dravi, zlasti v tem spodnjem delu reke Drave, namreč iz Avstrije so spustili še nekoliko večjo količino vode, kot je bilo predvideno in v kombinaciji z lokalnimi dotoki iz Slovenije bodo tudi na spodnjem toku Drave zabeleženi izredno veliki pretoki preko 2000 kubičnih metrov na sekundo, kar pa že pomeni tudi, da so lahko posamezni deli naselij v spodnjem toku Drave ogroženi. No, pričakujemo, da bo glavnina v naslednjih urah v Celju Laškem, pretok Savinje naj bi bil okrog 1200 kubičnih metrov na sekundo. To še ni tista ekstremna količina vode, pa vendar že tista, ki ogroža tudi posamezne objekte in pa infrastrukturo na tem območju. Najlepša hvala in lep pozdrav v studio. Hvala obema.